skupaj z vami danes razmišlja o tem, kako so mladi pripravljeni za vstop v ta 4.0 in kaj bi bilo smiselno še narediti, da bi bili bolj pripravljeni. Če je Rok Primožič govoril pred tem o sistemskih ukrepih, bi jaz rad mogoče šel zdaj na raven posameznika, kaj bi na koncu koncev morda te sistemski ukrepi morali prinesti za posameznika. Zdaj, sam sem prišel do keyworda 4.0 zelo postopoma. Opažal sem ravno to, da mladi, pri svojem delu z mladimi sem opažal, da mladi odraščajo v zelo drugačnem okolju, kot sem odraščal jaz, ko sem bil mlad. In me je seveda zanimalo, kaj so te glavne razlike. In podobno, kot že predhodni govornik, sem tudi sam identificiral digitalizacijo pa globalizacijo kot dva glavna trenda, ki najbolj vplivata na mlade pri njihovem odraščanju. In ko sem razmišljal še naprej o globalizaciji in digitalizaciji, sem pravzaprav prišel do tega keyworda, do te ključne besede 4.0, torej četrte industrijske revolucije. Tukaj iz te scheme se lepo vidi, da roboti so pretežno bili del tretje industrijske revolucije, ne četrte. V četrti pa gre za tako imenovane cyber physical systems, torej povezavo med internetom in stvarmi, internetom in roboti in proizvodnjo, kar za sabo seveda potegne še marsikaj drugega. In če poskušam postaviti glavno tezo, kaj današnjega svojega prispevka je, da ko govorimo o mladih, po mojem ni smiselno razmišljati o industriji 4.0, ampak bi rad uvedel pojem svet 4.0. In sicer večina mladih danes najverjetneje ne bo razvijala izdelkov s pomočjo, ali pa čez 10 let, če vedno ne bojo razvijali izdelkov s pomočjo robotike, najbrž večini se ne bo treba učiti programiranja, najbrž se večini ne bo potrebno učiti internetnih protokolov, ne bodo ustvarjalci v industriji 4.0 v ožjem delu, bodo pa vsekakor uporabniki sveta 4.0. Ta svet 4.0 namreč zaradi industrije 4.0 prinaša kar nekaj sprememb. In sicer najprej seveda manj rigidne organizacijske strukture, kar ima svoje prednosti in tudi svoje slabosti. Če je nekaj manj rigidno, ni nujno samo bolj prožno, ampak je lahko tudi bolj nevarno, se lahko bolj sesuje. Potem svet 4.0 in industrija 4.0 seboj prinašata visoko specializacijo in povezovanje v globalne mreže, se pravi kolektiv ni več nekaj običajnega, ampak mladi danes so prisiljeni, in to se tudi dogaja, da se specializirajo in da se povezujejo z podobno specializiranimi kolegi po celem svetu. Potem, mogoče to najbolj vpliva na zaposlovanje mladih, da pravzaprav gre vedno bolj za najemanje, ne več za zaposlovanje v svetu 4.0. Ne gre več za odnos med delodajalcem in delojemalcem kot nekaj trajnega, ampak gre bolj za odnos na ravni posamezne naloge. Zdaj pa je torej najemanje namesto zaposlovanja. Potem naslednja stvar, ki bi jo poudaril, ki jo je že tudi gospod Grabner poudaril, da se vključujemo v proizvodne procese. Se pravi, mladi danes so navajeni, da so prosumers, da so consumers in producers hkrati. Torej, da se uporabniki ali v času svojega naročila ali pa tudi s povratno informacijo proizvajalcu že vključujejo v proizvodne procese nekega izdelka. Potem delo v oblaku seveda, ki vedno bolj prodira, torej delo od doma, delo od koderkoli, delo v različnih timih, tudi zelo močno vpliva na to, kakšen odnos do dela imajo mladi danes. In pa seveda to, da ni več fiksnih urnikov dela, torej da je meja med delom in prostim časom že močno zabrisana.
tem povezano tudi tako imenovana latte macchiato delovna mesta, torej da se pisarne spreminjajo v kraje srečevanja, diskutiranja, tisto trdo delo, v smislu tisto, ko rabiš biti skoncentriran in ko moraš res svoje talente močno investirati v nekaj, tisto se pa lahko dogaja praktično kjerkoli, pri velikem deležu delovnih mest, se torej pisarne spreminjajo bolj v kraje srečevanja kot pa kraje sodelovanja. In zdaj, izziv za izobraževalni sistem, ki kot ga vidim sam, je ugotoviti ne samo, kateri trendi pa kateri poklici se bodo potrebovali, ampak kaj pravzaprav je tista osrednja značilnost sveta 4.0 in kaj je tisto najpomembneje, kar uporabnikom, nalaž nisem napisal mladim, ker stavim na vse življenjsko učenje, kaj je tisto najpomembneje, kar uporabnikom lahko ponudimo. In sam menim, da je tista jedrna značil, mogoče druga glavna teza danes tega mojega prispevka, da tisto glavno, kar svet 4.0 prinaša, je optimalna izkoriščenost naših virov. Z mobilnim telefonom lahko optimalno izkoristimo svoj čas in nekam ne gremo, če se nekaj odpove. Z spletnimi koledarji prav tako. Z pregledom vseh cen na internetu lahko optimiziramo porabo svojega denarja, da ne kupimo ene stvari 50 evrov dražje, če to ni potrebno. Z socialnimi omrežji lahko optimiziramo svoje odnose v smislu, da se povezujemo z čim manj vložene energije z ljudmi po celem svetu. Z Airbnb-em, Uberjem in vsemi platformami za delitveno ekonomijo lahko optimiziramo materialna sredstva, ne bo to uporaba stanovanja, avtomobila ali še česarkoli. In z konceptom Big Data, torej z analizami velike količine podatkov, lahko optimiziramo uporabo podatkov, ki jih imamo. Torej, dejansko gre v svetu 4.0 v veliki meri za optimalno izkoriščenost resursov, ki jih imamo na voljo. Ampak bi se pa po drugi strani vprašal, so današnji mladi in tudi mi, že starejši, res tako učinkoviti danes pri uporabi svojih življenj. Gre človek za uro pa pol na Facebook ali pa izgubi nekje toliko denarja zaradi nečesa tam, toliko časa, toliko materialnih sredstev in če smo res tako učinkoviti, kot to svet 4.0 danes omogoča, zakaj so izzivi, ki nas čakajo, ali pa problemi, če rečem, tako veliki? Zakaj ne znamo vseh teh resursov pametno uporabiti za naslavljanje teh velikih izzivov oziroma problemov? Tukaj bi se pa osredotočil na te tri izraze. Upravljanje z viri je samo ena od treh komponent, ko govorimo o usmerjanju svojega življenja. V vsakem resnem podjetju imamo te tri funkcije: proizvajanje, upravljanje in pa vodenje. Če to predstavim na metafori predora, za graditi predor imamo 10 proizvajalcev, tisti, ki proizvajajo luknjo. Imamo dva upravljavca, to sta tista dva, ki zagotavljata, da stroji delujejo, da imajo delavci malico in tako naprej. In imamo enega vodjo, ki zgleda, da nič ne dela, ampak usmerja smer gradnje predora. In razlika med upravljanjem in vodenjem je pravzaprav očitna. In zdi se mi, da v svetu 4.0 jedro krize ni v tem, da ne bi znali dobro upravljati z resursi, je tudi to posledica, ampak jedro krize se mi zdi, je v tem, da ne znamo dobro voditi, da ne znamo usmerjati gradnje tega predora, da ne znamo usmerjati podjetij, svojih življenj in seveda tudi tistih, ki so nam zaupani v raznih skupinah in timih. Če samo pomislimo, svet 4.0 je utišal mnoge voditelje, ki so zdaj imeli avtoriteto. Utišal je politike, ki so postali pač eni od nas. Politika je postala resničnostni šov. Pred še 30 leti so bili to ljudje z visoko avtoriteto za vodenje.
Svet 4.0 je utišal profesorje. Zakaj? Zato, ker vse, kar profesorja zdaj lahko vedno preveram na YouTubeu ali pa na Googlu in ga je do neke mere utišal, nima več tako velike možnosti kot vir znanja. Utišal je Svet 4.0 zdravnike, ker smo ugotovili, veliko znanja je tudi dostopnega in smo ugotovili, da niso tako nezmotljivi, kot se je to mislilo še recimo 30 let nazaj, v javnem mnenju govorim seveda. In Svet 4.0 je utišal tudi šefe. Zakaj lahko to trdim? Zato, ker je na nek način, kot sem prej rekel, veliki sistemi izginjajo, vedno bolj smo v prožnih informacijskih organizacijskih strukturah, kjer se pravzaprav vodenje porazdeljuje. Zato se mi zdi kompetenca, ki ne bi jo izobraževalni sistem, morda vas to preseneča, kot diplomant, kot univerzitetni inženir računalništva in informatike, trdim, da ključna kompetenca ni v digitalnem, ampak je ključna kompetenca priprave mladih za Svet 4.0 v vodenju samega sebe. V neupravljanju s svojim časom, pa svojim materialom, ampak prav govorim o vodenju. Torej ne v tistem krogcu, ko gre za prerasporeditev virov, ampak v tem krogcu, katera bo smer mojega življenja. Na nek način to potrjuje tudi dejstvo, da je, če gledamo SP-jev in gospodarskih družb v Sloveniji, približno enako. Ampak novo nastali SP-ji v primerjavi z novo nastalimi gospodarskimi družbami v lanskem letu je razmerje že, ne vem, 1:4. Če pa gledamo, da so se oboji vmes tudi zapirali, torej koliko je neto povečanje SP-jev in koliko je neto povečanje gospodarskih družb v lanskem letu, je pa razmerje, ne vem, 1:več kot 10. Torej, vodenje samega sebe je tudi z vidika zaposlovanja mladih nek trend, ki bo pač moral biti v večji meri naslovljen tudi z vidika izobraževanja. In espeizacija mladih zdaj prisilna ali neprisilna, po večini je bila v letih krize prisilna, zdaj mogoče malo manj, predstavlja seveda izredno visok trend v Sloveniji v zadnjih nekaj let. In če zdaj analiziram, kakšna usposabljanja mladih hočejo. Mladih hočejo usposabljanja v našem projektu Inkubator 4.0, ki ga izvajamo kot priprava na vstop na Svet 4.0. Radi bi imeli usposabljanja o tem, kako se tržati, kako logotip narediti, kako personal branding, torej kako postati blagovna znamka kot oseba, kako upravljati s svojim časom. Ampak to so vsa upravljavske stvari. Če pa govorimo o vodenju, kaj pa menim, da je v ozadju vsega tega? Odkrivati svoje potencijale, stopiti iz cone udobja, namesto upravljanja s časom upati si, stopiti iz cone udobja, namesto povedati, da sem jaz dobra oseba, dobra blagovna znamka, odkrivati svoje potencijale, poskušati, upati si in zavezati se nečemu za daljši rok, kljub temu, da je to zelo tvegano. Torej vidimo, da tudi mladi na nek način bi usposabljanja malo bolj na temo upravljanja, levi stolpec, ampak sam pa trdim, da v ozadju teh želja je potreba po vodenju samega sebe in po desnem stolpcu. In mladi po enih kriterijih so veliko bolj zahtevni in petični pri izbiri svojih zaposlitev, ne delajo samo tisto, kar prinaša denar, to je ta levi krogec, niti ne samo tistega, v čemer so dobri, ampak je že tudi z analizami potrjeno, da mladi danes v veliko večji meri želijo delati tudi tisto, kar jim je všeč in tudi tisto, kar svet potrebuje, torej kar čutijo kot neko svoje osebno poslanstvo, čeprav jim mogoče ni všeč, čutijo, da je tako prav. In v tem so mladi, po moje danes, v petičnosti, v zahtevnosti do sebe pri izbiri delovnega mesta, mislim, da so mladi danes prekašali predhodne generacije in resnično iščejo tole zvezdico tukaj v sredini. Tako da, če na kratko
najdeti vire za vzeti si čas, za biti z mladimi, za spremljanje, za mentorstvo, torej za tisto, kar zares prispeva k temu, da mladi lahko se naučijo vodenja samega sebe. Tega se ne morajo naučiti pri nekih predmetih, to se lahko naučijo samo s kvalitetnim odnosom, mentorskim ali pa spremljevalskim. In tukaj bi sam poudaril mladinsko delo, mladinske organizacije, kjer na podlagi ali prostovoljstva ali pa plačanih mladinskih delavcev se ta odnos v največji meri dogaja. To je to, kar je že gospod Primožič tudi predtem povedal. Jaz bi upozoril samo tisto stvar, tisti, ki me večkrat poslušate, to že na pamet veste, da pogosto povem, več kot 100 mladinskih organizacij v Sloveniji od države dobi 1.200.000 na leto. 7 veteranskih organizacij, ki jih tudi nujno rabimo, dobi 1.700.000 na leto. Torej več kot 100 mladinskih dobi 7 veteranskih. Kje so prioritete te države? Drugi krog predsedniških volitev, ki ga tudi nujno potrebujemo in se strinjam, da ga nujno potrebujemo, tudi stane 1,5 milijona. Torej več kot 100 mladinskih organizacij na leto. Referendum ponavadi stane 2-3 milijone. Tudi referendume nujno potrebujemo. Vse nujno potrebujemo, ampak kulturniki, povprečna kulturna organizacija z istim številom zaposlenih kot mladinska organizacija, pa veste, da kulturniki skozi jamrajo, da imajo premalo denarja in ga imajo premalo. Kulturna organizacija povprečno dobi 3 do 4 krat več kot mladinska iz slovenskega proračuna. Tukaj se mi zdi, da je ta prostor svobode, prostor mentorstva, prostor prevzemanja odgovornosti, prostor vodenja samega sebe in drugih, ki ga svet 4.0, tem, ko iz gline postajamo mivka,